Francu Kanglerju odvzeli diplomo? Kje in kako bodo varčevali na mariborski občini? Info.točka Evropske prestolnice mladih. Monografija o razvoju glasbene umetnosti. Lepo pozdravljeni. Slab mesec potem, ko je Franc Kangler vrnil županski mandat, mora vrniti še strokovni naziv diplomirani ekonomist. Senat fakultete Doba, kjer je Kangler leta 2008 zagovarjal diplomsko nalogo, je ugotovil, da naloga v pomembnem delu ni rezultat njegovega samostojnega strokovnega dela, avtorji, od katerih je prepisoval, pa niso ustrezno citirani. Fakulteta je veljavnost njegove diplomske listine že preklicala, Franc Kangler pa krivdo zavrača. Na fakulteti so Kanglerjevo zaključno strokovno nalogo najprej preverjali z računalniškim programom za odkrivanje plagiatov, ki pa ni potrdil suma kršitve. Šele ročni pregled naloge je pokazal, da viri niso ustrezno navedeni. Torej v pomembnem delu prepisana. Poleg tega je komisija tudi ugotovila, da je večji del ali pa pomemben del te naloge narejen, ni naredil avtor s svojim strokovnim delom. Ob tem dekan dodaja, da je avtor odgovoren za izvirnost naloge. Kangler pa je nad odločitvijo senata presenečen in krivdo zavrača, saj je diplomsko nalogo pripravil po navodilih mentorja. Če bi mi mentor ali soocenovalec, ki sta predtem pregledala diplomsko nalogo, opozorila, da ni primerna, bi prav gotovo vse popravil, pa v diplomsko nalogo navedel svoje poglede in svoje gotovitve, saj imam 17-letno prakso državne uprave. Odločitev fakultete je sicer dokončna, ima pa Kangler možnost, da sproži upravni spor. Fakulteta dejansko s tem izpričuje svojo odločnost po ničelni toleranci za spoštovanje vseh določitev, ki so v študijskem redu in vseh drugih nepoštenih in netransparentnih poskusov, ki v akademskem svetu nimajo mesta. Vsekakor bom iskal pravico, ker takšnih stvari si ne bom dopustil, ker gre tudi za mojo osebno čast in ugled. To čas pa bo moral Kangler reševati še na ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, kjer se je jeseni lotil magistrskega študija. Kako bodo zagato reševali na tej fakulteti, še ni jasno, saj se s tovrstnim primerom še niso srečali. Pisno pa so nam odgovorili, da bodo upoštevali veljavno zakonodajo in ustrezno ukrepali, ko bo postopek na Dobi v celoti končan. Mariborski mestni svet bo prihodnji ponedeljek v prvem branju obravnaval letošnji skoraj 104 milijone težek mestni proračun. Ta je za 16 milijonov lažji od lanskega, iz njega pa so izpadle skoraj vse investicije, prav tako bodo vsi proračunski porabniki dobili manj denarja. Najbolj bodo oškodovani v šolah in vrtcih, se bodo ostali brez potrebnih obnov. Manj sredstev kot v prejšnjih letih pa bo namenjeno tudi kulturi. V letošnjem letu bo v proračunu znova večino denarja namenjenega tekočemu poslovanju, nadaljevali pa bodo le začetimi investicijami, med njimi gradnjo zunanjega auditorija Lutkovnega gledališča v višini 1,2 milijona in obnovo ulice Pariške komune v višini 1 milijona evrov. Smo seveda ohranili vse postavke sociale v proračunu in zato zagotovili ustrezne vire, ker se zavedamo krize, ki je nastala v Mariboru. Mi dobimo samo nekaj čez 50 milijonov iz naslova dohodnine, vse ostalo, zakonske obveznosti pa imamo skoraj za 80 milijonov. Se pravi, da veliko manevrskega prostora ni. Na manjšanje proračunskih sredstev sicer opozarjajo vsi proračunski uporabniki, predvsem nevladne organizacije in javni zavodi. Najglasnejši so sicer z področja kulture, saj se s predlogom proračuna ne sledi zavezi, da se morajo sredstva za kulturo po zaključku projekta Evropske prestolnice kulture povečevati. Mi smo dobili od ogromno proračunskih uporabnikov pozive, da potrebujejo letos 20 do 30% sredstev več, ampak dejansko ne gre. Veliko nenačrtovano breme proračuna predstavlja tudi cena komunalnih storitev. Ta je zaenkrat zamrznjena in ker se cena ni usklajevala že od prve polovice prejšnjega desetletja, ne pokriva realnih stroškov komunalnih podjetij. Zato jo bo občina morala subvencionirati skoraj 2 milijonoma evrov. Letošnji proračun mestne občine Maribor po ocenah stranke Lista za pravičnost in razvoj ni namenjen meščanom, ampak peščici ljudi blizu vodilnemu mestu.
V listi predlagajo povečanje sredstev za mestne četrti in krajevne skupnosti. Več denarja bi morali nameniti za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin. Prav tako želijo v proračun umestiti postavke za Cizljevo nagrado najboljšim športnikom Maribora in za znanstveni park. Občina bi morala po njihovem mnenju zagotoviti tudi denar za nakup aerodroma Maribor. Na tistem prvem in seveda tudi edinem, ko sem jaz sodeloval sestanku znotraj svetniških skupin, smo se dogovorili, da mestna občina Maribor pristopi k zbiranju neobveznih ponudb. Ampak potem je bilo pa drugi dan spet drugače. Nekdo je, ne vem, zgleda dvignil nek telefon in spet drugače, da ne bi rekel, naredil, kot je bil dogovor. Mariborskemu aktivistu skupine 29. oktober Sanjinu Jašarju tudi danes ni uspelo priti na občino, saj ga varnostniki ponovno niso spustili v zgradbo. Jašar, ki je na občini začel protestirati prejšnji teden, je bil zaradi tovrstnega izvajanja državljanske nepokorščine že dvakrat pridržan in tudi kaznovan. Prejel je več plačilnih nalogov v skupni vrednosti 800 evrov. Ogrevanje, predvsem z njim povezani v nebo vpijoči stroški, marsikomu povzročajo slabo voljo. Po novem tudi ravnateljem šol, kjer je strošek za kurjavo zelo visok. Tega jim ministrstvo pokriva na osnovi števila učencev oziroma dijakov. Čeprav imajo nekatere šole vpisanih dovolj šolarjev oziroma dijakov in dobijo tako dovolj sredstev za nastale stroške, pa jih ima veliko dotrajane sisteme ogrevanja in plačujejo za toplotne izgube. Na drugi strani pa so šole z majhnim številom šolarjev, ki za stroške dobijo manj denarja, čeprav, kot opozarjajo, zaradi manj otrok v razredu ne morejo manj ogrevati. Tako se ene in druge utapljajo v stroških, zamenjave ogrevalnih sistemov ali energetskih obnov pa si ne morejo privoščiti. Prva gimnazija v Mariboru, stavba je stara 140 let, se ponaša z velikimi prostori. Višina naših učilnic prostorov je 4,40 m, drugače pa je 4500 kvadratnih metrov, ki jih ogrevamo. Zaradi debelih zidov jih ne bi bilo težko ogrevati, če ne bi bila kurilnica nujno potrebna obnove, saj so kotli tik pred tem, da odpovejo. Smo morali tako v lanskem letu sanirati najprej raztezno posodo, potem pa zdaj počasi tudi saniramo kotle. Plemenitimo sredstva, v vsakem primeru investira ministrstvo, ker je tudi ministrstvo ustanovitelj. Za plin mesečno plačujejo okoli 8000 evrov, tudi energijski izkoristek je slab. Ali to čutijo tudi zaposleni in dijaki? Mene ne zebe. Takoj po počitnicah je nekaj časa trajalo, da se je šola zakurila, da se je ogrela, drugače pa se mi nas zdi, da je bilo mrzlo. Pa meni se tudi ne zdi glih mrzlo, ampak ne vem, punce ponavadi bolj zebe. Na srednji živilski šoli Maribor se v novejši stavbi ogrevajo daljinsko. Letno to stane vsaj 70 000 evrov. Odvisno od posameznega meseca tudi smo plačevali do 16 000 evrov, za lansko leto za januar 16,5 v zimskih mesecih. Po novem šole dobijo tudi ogrevanje plačano glede na število dijakov, kar je za to šolo neugodno, saj jo obiskuje le polovica od možnih vpisanih dijakov. Pričakujemo, da se bo to stanje izboljšalo, ker pričakujemo povečan vpis. Zaradi veliko steklenih površin obrnjenih na sever ter brez vetrolova gre po zimi v nič ogromno toplote. Avla je velika, je odprta in na vrhu je samo steklo, kar veliko toplote praktično se izgublja. Večina šol si težko privošči tovrstne obnove, saj že nekaj časa ni več državnih razpisov za investicijsko vzdrževanje. Naš zunanji minister Karl Erjavec se bo danes v Bruslju sešel s hrvaško zunanjo ministrico Vesno Pusić. Pogovarjala se bosta o rešitvi problema Ljubljanske banke. Državi sta pod vse večjim pritiskom Bruslja, da morata poiskati rešitev, saj je od nje odvisna ratifikacija hrvaške pristopne pogodbe v slovenskem parlamentu. Konkretnega dogovora danes vseeno ni pričakovati, je pa Erjavec dejal, da želi rešitev spora najti pred koncem februarja, ko bo njegova stranka zapustila vlado. Tako v Bruslju, o dogodkih doma pa v naslednjem pregledu.
Člani odbora za zunanjo politiko so se včeraj seznanili s pripravami na zagovor Slovenije pred arbitražnim sodiščem v Hagu, ki ga mora Slovenija oddati čez 12 dni. Izmed dveh predlogov predmeta spora so poslanci podprli tistega, ki ga je dobro leto pod nadzorom tujih odvetnikov pripravljala strokovna skupina Ministrstva za zunanje zadeve. Po 9-urni seji je slovenski zunanji minister rekel, da pričakuje, da bo vlada memorandum čim prej tudi potrdila. Poslanci Državnega zbora bodo danes glasovali o dveh zakonih, ki bosta nadomestila zdaj veljavno policijsko zakonodajo. Med pomembnimi novostmi so večja pooblastila policistov, s katerimi naj bi policija v prihodnje lažje preprečila izgrede na posameznih prireditvah. V parlamentu se je vnela vroča razprava, saj kot opozarjajo tudi v uradu informacijske pooblaščenke, nekatere določbe zakonov močno posegajo v zasebnost posameznika. Poslanci imajo danes na mizah tudi poročilo varuhinje človekovih pravic za leto 2011, obravnavajo pa tudi predloge zaključnih računov državnih proračunov za leti 2010 in 2011. Minister za pravosodje in javno upravo v odstopu Senko Pličanič se bo jutri še zadnjič udeležil seje vlade, v petek pa se bo že vrnil v službo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je predaval pred nastopom funkcije. Pravosodna reforma in reforma javnega sektorja ter nova stečajna zakonodaja so zaradi kratkega mandata ostale le na papirju, je povedal, a si bo za njihovo sprejetje prizadeval še naprej. O svojem nasledniku na ministrstvu ni želel ugibati, se je pa Pličanič dotaknil zakona o komisiji za preprečevanje korupcije, ki je po njegovem mnenju slab. Zakonodajo je potrebno spremeniti tako, da ne bo dopuščala dvomov v delo komisije. Začasna vodja stranke Pozitivna Slovenija Alenka Bratušek je po prvem krogu pogovorov s parlamentarnimi strankami ocenila, da so sposobni doseči dogovor za izhod iz politične krize. Pozivu na pogovore so se odzvale vse stranke z izjemo SDS-a in po besedah Bratuškove so se strinjali, da je krizo potrebno rešiti takoj. Stališče Pozitivne Slovenije je znano in sicer vidijo rešitev za izhod iz krize v projektni vladi. O kandidatih za morebitnega tehničnega mandatarja se še niso pogovarjali. In zdaj na Ptuj, kjer so odprli novo informacijsko točko, tako imenovani center destinacije Ptuj. Tam lahko gostje dobijo osnovne informacije o tem, kaj si ogledati in kje najti kaj dobrega za podzob na območju Ptuja, Jeruzalema, Slovenskih goric in Haloz. Hkrati pa na infotočki, ki je v ptujskem hotelu Primos, ponujajo še možnost nakupa tipičnih dobrot in spominkov iz regije. 27 občin in kakih 40 vinarjev, vinogradnikov, gostincev, kulturnikov, ponudnikov prenočitev in drugih, ki so se povezali v tako imenovano regijsko destinacijsko organizacijo, bi radi na območju Ptuja, Jeruzalema, Ormoža, Slovenskih goric in Haloz v goste dobili več obiskovalcev in jih zadržali dalj časa. Predvsem si želimo te goste zelo individualno postreči. Pomeni, da bomo zelo veliko delali na individualnem pristopu gostom in da bomo v resnici vsakega posameznega gosta, ki bo v center destinacije vstopil, na pač edinstven, inovativen način poskušali v destinaciji zadovoljiti, mu pričarati čim več doživeti, ter seveda povzročiti efekt, da se ta gost v destinacijo po ta doživetja vrača znova in znova. Mislim, da je ta poteza prava. Je pa res, da za male proizvajalce morate vedeti, da participacija v enem takem zvezi je velik strošek in marsikateri si ravno zaradi takega stroška ne more privoščiti. Nova regijska organizacija naj bi omogočila tudi boljše povezovanje med ponudniki. Pomembnosti sodelovanja se že zavedajo v največji slovenski vinski kleti. Mogoče se res premalo povezujemo in ravno taki projekti, kot se zdaj ta, je vedno dobrodošel in s tem bomo pač pridobivali tudi goste. Če mi iz Ptuja dobimo iz centra Haloz, da rečemo, dobimo na Jeruzalem, kjer si nekateri predstavljajo, da smo čist različne oziroma konkurenčne destinacije. Ne, mi smo skupna destinacija, v bistvu Slovenija. Center destinacije pa ni namenjen le tujim turistom, ker severovzhod naše države bolje poznajo Avstrijci ob meji kot pa Slovenci onkraj Trojan, je treba lepote teh pokrajin bolje predstaviti tudi v drugih delih Slovenije.
Informacijska točka Evropske prestolnice kulture v središču Maribora je bila v Evropskem letu umetniških dogodkov najbolj obiskan kraj v mestu ob Dravi. Skupaj z informacijsko točko v Ljubljani je imela več kot 30 000 obiskovalcev. Prostore informacijske točke, ki je, kot kaže, med obiskovalci mesta postala zelo priljubljena in prepoznavna, naj bi zdaj prevzel Urad za kulturo in mladino za potrebe Evropske prestolnice mladih. Informacijska točka Evropske prestolnice kulture je obiskovalcem mesta pomenila prvo srečanje z ustvarjalci vsebin Evropskega leta kulture. Dobrih 55% je bilo domačih gostov, največ tujih pa iz Avstrije, Hrvaške, Italije in Francije. Mnenje obiskovalcev bodo v kratkem objavili tudi na spletni strani prestolnice. Naša statistika pa kaže na to, da so prihajali v Evropsko prestolnico kulture ljudi z vseh koncev sveta, ne nazadnje iz Vietnama, iz Nove Zelandije, Kanade, Amerike. Mislim, da je bil najvišji obiskovalec infotočke visok nekje 2,17 metra, najmlajši pa je bil star komajda 7 dni. Zavod Maribor 2012, ki bo v skladu z ustanovitvenim aktom Mariborske občine deloval še do 1. julija, je občini tudi predlagal, da bi se nekatere dejavnosti informacijske točke razvijale še naprej. Sicer bi objekt s začasnim gradbenim dovoljenjem morali porušiti. Zato smo dali pobudo Uradu za kulturo, da za svoje dejavnosti prevzame to infotočko in kot seveda smo razumeli, Evropska prestolnica mladih izrazila interes, da bo nadaljevala nekatere aktivnosti znotraj tega paviljona. V zavodu upajo tudi na uresničitev zamisli o instituciji, ki bi skrbela za razvojne strategije vzhodne kohezijske regije. Predstavniki zavoda so se skupaj z župani partnerskih mest pretekli teden že sestali na pristojnem ministrstvu, kjer pravijo, da ni zakonskih podlag za sofinanciranje tovrstne ustanove v letošnjem letu. Slovenci smo pred kratkim dobili zgodovino slovenske glasbe. Delo je po 50 letih prva monografija, ki zajema razvoj glasbene umetnosti do osamosvojitve leta 1991. Monografijo sestavljata 2 knjigi, napisala in uredila jo je profesorica in raziskovalka dr. Darja Koter. Knjigi, ki sta nastajali 3 leta, izhajata v glavnem iz avtoričinih spoznanj v 20-letnem proučevanju slovenske glasbe. Kronološko sta razdeljeni glede na politično-zgodovinske letnice. Tako v prvi spoznavamo glasbeno zgodovino od pomladi narodov do konca Prve svetovne vojne, ko Slovenci dobimo prvo glasbeno gledališko ustanovo. Letnici sta se ponudili kar sami od sebe. Zakaj? Zato, ker se tudi s političnimi dogodki oziroma družbeno-političnimi dogajanji spreminja tudi kulturna podoba vsake dežele, vsakega naroda, torej vsake ustvarjalnosti. Avtoričina želja je bila enakovredno necentralistično obdelati slovenski prostor od Trsta do vzhoda. V tem kontekstu je poudarjen tudi Maribor kot nosilec razvoja v prvi polovici 19. stoletja s prvo ustanovljeno čitalnico ter z glasbenimi zvrstmi po drugi svetovni vojni. V Mariboru je bilo izvedenih veliko slovenskih opernih del, številna tudi v praizvedbah. To je zelo pomembno. Maribor je tudi krasno razvil balet, pa seveda zelo močno je prisotno v Mariboru tudi zborovstvo. Monografija Zgodovina slovenske glasbe je po letu 1960, ko je izšlo monumentalno delo Dragotina Cvetka, zelo dobrodošel priročnik tako za strokovnjake kot zgodovinarje in ljubitelje glasbe. V nadaljevanju pa tudi izhodišče za strokovne dopolnitve, nekaj teh so izpostavili tudi na predstavitvi v Mariboru. Mariborski rokometaši so drugi del sezone začeli po pričakovanjih. S Krškim so odigrali zaostalo tekmo državnega prvenstva in dosegli visoko zmago. Do novih 2 točk so prišli s 14 zadetki razlike. Ton prvi zmagi v tem koledarskem letu je vijoličastim dajal Nikola Špelič, ki je dosegel 8 zadetkov in ki je bil za nasprotnike nezaustavljiv. Odlično je branil Pešič, ki je zaustavil 13 strelov, v drugem polčasu pa se je pri Mariborčanih razigral še Razgor, ki je Žitnika 7-krat premagal. Forma je prava, igravali smo puno na treninzima, radili smo puno u klubu i dobro je, sve idu što imaju sve akcije, još smo sad dobili malo lakšu tekmu danas i to je to, imamo u subotu sad tekmu za res i to je, idemo dalje. Tako kot Špelič in Razgor je brez prednovoletnega počitka ostal še Šoštarič. Vsi trije so sodelovali v reprezentančnih pripravah na svetovno prvenstvo.
Vsekakor so reprezentančne priprave bile dobrodošle, kajti nekako greš v drugo okolje, fanti, s katerimi se poznamo, s katerimi se dobro razumemo. Prvo sem bil na članskih pripravah, nato pa svojo reprezentanco na mladinske kvalifikacije na Nizozemskem, kjer smo odigrali en soliden turnir z nekoliko napakami, ampak važno je, da smo se uvrstili na svetovno prvenstvo, kajti to mora biti cilj vsakega mladega igralca. Dva slovenska reprezentanta imajo tudi v Krškem. To sta vratar Žitnik, ki je tako kot Pešič na drugi strani ubranil 13 strelov, ter Cehte, ki je bil učinkovit 6-krat. Kljub temu se dolenjski ekipi ne piše nič dobrega, saj je s 3 točkami na zadnjem mestu prve lige. Na začetku sezone je bila ekipa sestavljena, potem nekateri odhodi igralce, nastali smo te mladi, ki se borimo, večinoma domačini, ki smo že od začetka v tem klubu in ga hočemo pač pripeljati čim više. Kot kaže, lahko v Krškem v spomladanskem delu prvenstva razmišljajo le o tem, da zadnje mesto zamenjajo za predzadnje. Sosednja Sevnica jim uhaja za 3 točke, medtem ko ima 10. uvrščeni Ormož 7 točk prednosti. Za konec pa še na tuje. Finska, Nizozemska in Norveška so države, ki najbolj spoštujejo zavezo o svobodi medijev. V svojem poročilu ugotavlja francoska nevladna organizacija Novinarji brez meja. Med državami, ki najbolj zatirajo svobodo medijev, pa so Eritreja, Severna Koreja in Turkmenija. Slovenija je na lestvici medijske svobode med 179 državami pristala na 35. mestu. V Kuvajtu poteka donatorska konferenca za Sirijo, na kateri želijo Združeni narodi zbrati $1,5 milijarde za humanitarno pomoč sirskemu narodu. Generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon je na konferenci pozval k nujni finančni pomoči Siriji, pri čemer je opozoril, da bo v nasprotnem primeru umrlo še več Sircev. Ameriški senat je v torek s 94 glasovi za in 3 proti potrdil senatorja Johna Kerryja za novega državnega sekretarja Združenih držav Amerike. Tako je z veliko večino potrdil izbiro ameriškega predsednika Baracka Obame za naslednika Hillary Clinton. Položaj bo prevzel v ponedeljek. Število umrlih v tragičnem požaru v nočnem klubu v brazilskem mestu Santa Maria se je pa uspelo na 235. Medtem je policija tudi uradno sporočila, da je najverjetnejši vzrok požara uporaba poceni pirotehničnih sredstev. Kitajska prestolnica Peking in večji del severne Kitajske sta že 3. dan zavita v gost smog. Pekinške oblasti so zaostrile zdravstveno opozorilo prebivalcem in jih pozvale, naj ne odpirajo oken, naj uživajo uravnoteženo prehrano in pijejo veliko vode. Starejšim, mladim in osebam z zdravstvenimi težavami svetujejo, naj ostanejo v zaprtih prostorih, če gredo ven, pa naj nosijo zaščitne maske. Lokalna vlada je poleg tega odredila ustavitev 103 tovarn ter s cest umaknila 30% službenih vozil. Glede na vremenske obete, pustne maske letos ne bodo imele dosti dela. Jutri bo precej jasno z dnevnimi temperaturami do okoli 10 stopinj Celzija. Jasno vreme se bo nadaljevalo tudi v petek. Zjutraj bo po nižinah megla, na Primorskem in Notranjskem pa se bo večji del dneva zadrževala nizka oblačnost. V noči na soboto bo v zahodni in osrednji Sloveniji začelo rahlo deževati, dež pa se bo čez dan okrepil in zajel vso Slovenijo. Pihal bo južni do jugozahodni veter. Naredite si lep večer in nasvidenje ponovno jutri.